Začeli, dober večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine na tem muzejskem večeru. Zdaj, kar nekaj časa nismo imeli zaradi korone, smo se malo odtujili, tako da bomo pravili se zbližati nazaj. Torej, današnjega predavatelja, dr. Boštjana Laharnerja, mnogi že poznate, večkrat smo ga že gostili kot predavatelja tu v Parku, pa v Slavni, v Knežaku in še kje drugje. Boštjan je namreč eden najboljših poznavalcev starejše zgodovine naših krajev in dejansko obstaja možnost, da ga niste srečali samo v teh predavalnicah, kulturnih domovih, ampak tudi na naših majnah in hribih, gradiščih, ki raziskuje ta železnodobna gradišča. Dr. Boštjan Laharner je kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije, kjer skrbi za obsežno železnodobno zbirko. Kot član raziskovalnega programa raziskave arheološke dediščine raziskuje obdobje zadnjih stoletij železne dobe in začetka rimske dobe, ter pri tem preučuje arheološke najdbe, najdišča in krajine. Je avtor monografije Od Okre do Albijske gore, ki je tudi povod za današnji večer, in pa sourednik monografije o sledovih rimske vojske na Slovenskem. Avtor številnih znanstvenih, strokovnih, poljudnih člankov, ter soavtor več arheoloških razstav, med njimi stalne razstave v Narodnem muzeju, torej razstave zgodbe stičišča svetov. Boštjan, prosim. Dober večer, hvala za tale uvod, vedno prijazen. Ja, je res, vedno pridem rad takole, v pivški konc. Skratka, ja, povod današnjega srečanja, zdaj kako moram stati, če boš snemal? Jaz se predvsem gibam ponavadi. Je pač izidene take knjige, v seriji Katalogi in monografije, to je serija Narodnega muzeja Slovenije, in seveda mi je velika čast in ponos, da mi je uspelo pravzaprav to objavo pripraviti in da mi je uspelo tudi v tej seriji to izdati, ker sem se na nek način potem pridružil kar pomembnim avtorjem z področja slovenske arheologije, ki objavljajo v tej seriji nekje od 50 let 20. stoletja naprej. Zdaj, osnova te knjige je bila pravzaprav, je bil tipkopis moje doktorske disertacije, ki sem jo obranil leta 2012, in potem je minilo 10 let, da je prišlo do objave tega, kar seveda ni mi ravno ponosno, to je precej dolgo časa, 10 let, ampak bom povedal potem v opravičilo, zakaj se je to pravzaprav zgodilo. No, pa pojmo kar naslov, da tako rečem, se pravi, najprej Okra in Albijska gora. Zdaj v knjigi je zelo prijazno primerjalni jezikoslovec Luka Repanšek. Napisal, kaj v bistvu ti dve imeni Okra in Albijska gora sploh pomenita. Seveda gre za nanos, in za snežnik. Se pravi, knjiga pravzaprav obravnava arheološka najdišča kovinskih obdobij s poudarkom na tej mlajši železni dobi in zgodnjem rimskem obdobju na tem prostoru, se pravi širše notranjske pravzaprav, in obsega prostor na obeh straneh te črte, se pravi nanosa, javornikov, pa dol do snežnika na obe strani, kot bom tole pokazal, in obravnava 123 arheoloških najdišč, ampak zanimivo je, da Okra in Albijska gora, se pravi, zakaj Okra, zakaj Albijska gora, to so pravzaprav poslovenjenja imena iz antike, antična imena, ki so jih zapisali antični geografi, predvsem Strabon, to je bil znameniti geograf, ki je pisal v času vladanja rimskega cesarja Avgusta, črpal pa je iz precej starejših virov, vsaj iz 2. stoletja pred našim štetjem, takrat, ko je pisal v tem prostoru. No in Luka je nekako tukaj zelo koncizno iz jezikoslovnega vidika, ki je nam zelo nenavaden, zelo tuj, zelo težek,
ti dve imeni razložil, pojasnil, ne, da Okra pravzaprav pomeni tista gora, ki je ostra, ki nekako zareže v pokrajino in dejansko Manus, ne, na nek način je kot ena čer, ne, zeva v tej pokrajini in se pravi tista gora, ki je ostra in da je pravzaprav koren tega imena spadal v to severno-jadransko skupino imen v jezikoslovnem smislu, gre za italsko ime, ne. Medtem ko Albijska gora je pa bistveno bolj kompleksno z jezikoslovnega stališča, prav tako zanimivo pomeni Albion, albijski, na albino spominja, recimo v določenih jezikih, se pravi tista gora, za katero je najbolj značilno to, da je bela, ne, da ima snežni pokrov, da se dolgo časa sneg, seveda gor ohrani, se pravi snežnik, ne, no to je pa ime pa še bistveno starejše in ne sodi v to italsko skupino imena, ampak on ugotavlja, da gre pravzaprav za po tej jezikoslovni definiciji pravzaprav za to staro indoevropsko ime in sodi v tisto, oni pravijo temu plast, najstarejšo plast indoevropskih imen v tem prostoru, kar je zelo zanimivo, se pravi, da lahko izvor pravzaprav jezikoslovni tega imena Snežnik, Albijske gore iščemo že v času naselitve indoevropejcev v teh krajih, se pravi nekje v 3. tisočletju pred našim štetjem, kar je brez dvoma, se mi zdi predvsem fascinantno, no? Da se ves ta čas to ime ohrani. Po svoje pa tudi logično, tako značilen je Snežnik, da po tej svoji lastnosti, da vsakokratni prebivalci teh krajev so goro podobno imenovali. Se pravi, zdaj nekako ta prostor, ki ga obravnava monografija, se pravi prostor širše notranjske, zdaj ne bi zdaj o tem pojmu notranjske, seveda problematičen, primorsko, notranjsko, kraški, tudi meni, da so bili celo referendume, ali niso bili, kdo sodil, kako ime pravo. Gre se za to, da arheološka dela temeljijo na topografskem smislu, na eni knjigi, ki je šla leta 1975, to je naše temeljno topografsko delo, arheološka najdišča Slovenije in tam je ta notranjsko-kraški prostor definiran znotraj tako imenovane postojnske topografske regije, ki obsega to območje, se pravi s centrom v Postojni, ampak vključuje tudi seveda tale pivški prostor, potem tisto pravo notranjsko med Logatcem in Babnim poljem, pa tudi zgornji tok reke. Tako da nekako to zdaj bolj podrobno, se pravi, obravnava na nek način knjiga, ne, ta prostor med Nanosom, kot rečeno, in Snežnikom, na obeh straneh Javnikov. Vemo, ne, da gre tukaj za eno zelo izrazito geografsko mejo, ki se še danes brez dvoma tukaj čuti, ne. Ok, smo na obeh straneh Slovenci, ampak naše narečje je precej različno, se pravi tukaj v okolici Cerknice je zelo drugačno narečje kot v okolici Pivke, recimo, to vemo vsi. Po drugi strani gre pa tudi za to klimatsko, naravno mejo, ne, v podnebju, tu je ta sredozemski vpliv seveda dosti bolj izrazit kot recimo nekje na Babnem polju, kakor vemo, je celo najbolj mrzlo območje v Sloveniji. Kakorkoli že je ta neka ločnica med tema dvema območjema se je videla tudi v preteklosti, po drugi strani pa je arheologija definirala tako imenovano notranjsko-kraško skupnost tukaj ravno zato, ker je pa na nek način podobna in drugačna od skupnosti Posočja, govorim seveda za prvo tisočletje, zdaj pred našim štetjem, za železno dobo, kot od skupnosti na Dolenjskem, na Gorenjskem in tako naprej. Se pravi, ampak stvari vendarle niso seveda tako preproste, ne? Ampak kakorkoli, knjiga in arheologi ponavadi ta prostor obravnavamo kot neko celoto, ne? Čeprav gre za geografsko razvejeno območje. Zdaj, drugo poglavje po tej utemeljitvi geografski, ne, sledi drugo poglavje, ki nekako zelo sežeto razloži zgodovino raziskav.
tega prostora in ta zgodovina raziskav, arheoloških raziskav sega v bistvu precej daleč nazaj, vse do časov slavnega Janeza Vajkarda Valvazorja, pa Schönlebna, ne. In potem, seveda, tisto je že zelo zgodaj, potem pa tisti pravi vznik nekako arheologije sovpada z vznikom vseh modernih znanosti v 19. stoletju, predvsem nekje v drugi polovici 19. stoletja, ko ljudi, znanstvenike začne zanimati vse, seveda, rastline, kraški pojavi, reke, geografija, vsi fenomeni, povsod, ne samo tukaj, in znotraj tega zanimanja za vse je seveda tudi zanimanje za starožitnosti, da tako rečem, za arheologijo, za najstarejše sledove človekovega bivanja v tem prostoru. In eno najbolj mogoče takih cukrčkov je bilo odkritje te sekire iz nekje tam 3. ali pa konca 4. tisočletja pred našim štetjem, ki je bila najdena nekje v okolici Prestanka, danes jo pa hranijo v arheološkem muzeju v Zagrebu. No, že zelo zgodaj, pravzaprav leta 1856, jo je takratni poštni asistent, ki je nekako nadziral, je bil tu v službi, nekje najdel, nima po pojmu kako, in doniral v Zagrebški arheološki muzej in je danes jo imajo v Zagrebu. Gre pa za zanimivo obliko teh sekir, zato ker pravzaprav gre za sekiro, ki so jo morda naredili koliščari na Ljubljanskem barju, ampak nikoli jo niso uporabili. Ena stran je čist nezbrušena, neizdelana, nikoli, pa krena je, ne. Nikoli niso z njo sekali, zdaj je bila prinešena kot neko darilo, kot nek dar, ali samo kot neka trofeja v te kraje, težko to razumemo, vsekakor pa gre za eno od tistih najdb, ki je povezano s tem širjenjem zgodnje metalurgije bakra, ki jo sledimo vse od bližnjega vzhoda prek Balkana proti Alpam v tistem času. Potem tretje poglavje je tisto nekako najbolj kompleksno in pa tudi največji izziv za oblikovalko te knjige, ne, ker pravzaprav sem hotel razdelati ta območja in sem potem delil spodnjo zgornjo Pivko, Košansko dolino, potem okolico Ilirske Bistrice, kar sem poimenoval dolino zgornjega toka reke, Planinsko polje Rakek, Cerkniško polje Bloke, Loško dolino in Babno polje, in z vsega tega prostora sem, kot rečeno, zbral 123 arheoloških najdišč iz kovinskih obdobij dolinske dobe, z glavnino nekje tam med koncem 2. tisočletja pred našim štetjem pa do časa propada Rimskega imperija v 5. stoletju našega štetja, in potem skušal ta najdišča predstaviti v sliki in besedi oziroma na način, da bi nekakvi ljudje, ki jih to zanima, vse o teh najdiščih izvedeli na enem mestu, ne. Zdaj, eno je, da je potem sledi ta glava, ne, topografska, kjer je to umeščeno, katera moderno naselje najbližje, katera literatura je v posameznem najdišču znana. Zdaj tukaj kažem primer Kerina, ne, kaj jih tukaj pod njim smo zdajle, ne, se pravi neka ta prikaz teh litrskih podatkov, o katerih bom kasneje govoril, z nekimi arheološkimi strukturami, ki jih vidimo na terenu, in potem vse, kar smo nekako vedeli o tem najdišču zdaj in kar smo izluščili iz arhivskih virov, literature in tako naprej na novo, in potem še katalog najdb, se pravi predmete, ki jih hrani naš muzej z tega najdišča. Vse potem zadnji, ne, vse te, cel kup je nekih podatkov, številk, tako da v bistvu je knjiga zelo v bistvu težka na nek način, nezanimiva pravzaprav, ne, tako so samo tista končna poglavja, so mogoče najbolj nekako sežeto vse povejo, ampak drugače je to podatkovna, na nek način neka podatkovna baza nekega prostora o arheologiji tega prostora. In kot rečeno, vsaka taka številka, vsak predmet je tudi prikazan. Ali z risbo, z natančno arheološko risbo, ali pa s fotografijami. No,
Skušal sem res uporabljati to najnovejšo tehnologijo, o kateri bom govoril kasneje, da potem, ko knjigo odprete, vidite tale digitalni model reliefa, se pravi to lidersko, preveč sem zanesenjaški, kako se temu reče, da je potem na eni strani ta ena vizualizacija tega digitalnega modela reliefa območja, na drugi pa drugačna z interpretacijo. Plus, da sem probal kombinirati še z nekimi arhivskimi podatki o teh najdiščih. In to je primer recimo gradišča Trnovo, gradišča na Trnovi v Ilirski Bistrici. Se pravi, neki naše trenutno vedenje in potem tudi neki arhivski podatki z nekimi zgodnjimi skicami, v tem primeru skica iz objav Mozerja, Karla Mozerja iz 19. Stoletja. In seveda tudi s fotografijami, da je vendarle niso samo arheološke risbe, ampak da imamo tudi neke fotografije, ker te res imenitni predmeti včasih izstopijo s tem vsem svojim sijaju. Tu sta dva primer, recimo enega rekonstrukcije, enega groba iz konca 6. stoletja pred našim štetjem, ki je bil odkrit na Ulaki nad Starim trgom pri Ložu, in potem z tistega najdišča, ki sem ga kazal prej, zakladna najdba z gradišča nad Trnovim, ki je bila zakopana enkrat v 4. stoletju našega štetja v rimski dobi. Gre za polidelsko orodje, kosa, lemeš, sekira in potem te obročje od voza in nek nož za rezanje slame, verjetno. Zdaj, zakaj je minilo 10 let? Gotovo z lepimi, z najdbami, z risbami, s fotografijami bi ta knjiga gotovo lahko išla prej. Kot rečeno, dizertacija je bila obranjena leta 2012, 2014 smo pa v arheologiji v Sloveniji začeli množično uporabljati tako imenovano lasersko skeniranje zemeljskega površja, lidersko tehnologijo. To je bilo nekaj res neverjetnega za ljudi, ki se ukvarjamo s topografijo, z najdišči. Skratka, gre se za to, da zdajle, odkar imamo to tehnologijo, ki v bistvu deluje tako, da nek letalnik ali dron ali letalo ali helikopter poskenira zemeljsko površje, po domače povedano, in potem s temi žarki, skenerja, da tako rečem, ki grejo do tal in se potem odbijajo nazaj v napravo, v merilnik, lahko naredimo zelo natančen relief zemeljskega površja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker predvsem celotna Slovenija je ena najbolj gozdnatih dežel, kot veste, odlični model reliefa lahko dobimo tudi tam, kjer je gost, kjer je poraščeno. Se pravi, to, kot ta skica tukaj kaže, ne vsi, ampak marsikateri od teh žarkov prodre do tal, mimo dreves, ker snema se takrat, ko listja ni običajno, se pravi v zimskih mesecih ali pa takoj po snegu, ker je vse res poteptano, poleženo in več točk na kvadratni meter, kot se odbije nazaj do naprave, merilnika, da tako rečem, bolj natančen, potem relief območja imamo. In to je pomenilo za nas neverjetno množico podatkov kar naenkrat. Jaz sem recimo tukaj po Kerinu hodil, videl in rekel, kako bi bilo super, da bi te obzidja, hiše, potke, to, kar se tukaj vse vidi, da bi lahko to da bo načrtu ljudem pokazal, da bi si predstavljali te ruševine, kako to zgleda, ampak je vse zaraščeno, s trnjem in tako naprej nemogoče, kar pomeni, da če bi hotel tak načrt narediti, bi rabil najprej, da bi vse posekali, požagali, da bi naredili gol teritorij, in potem, da bi z totalno mašino geodetsko zmerili te sledove in jih potem pač prenesli na nek načrt. No, zdaj, tako smo včasih delali, še za doktorat smo določena najdišča tako naredili, v okolici Slavne, v Knežalko in tako naprej, in smo prišli
svinčnikom in papirjem na najdišče in merili in risali, no zdaj pa gremo z narejenim načrtom na najdišče in sam preverjamo, če je vse tisto, kar nam je računalnik izrisal ali pa aplikacija, da tako rečem, če tisto res drži. No in bom pokazal en primer, to je recimo ta slavni Taborski greben Gradišč, ki se vije tukaj recimo od Kerina proti Ilirski Bistrici, tam spodaj vidite Knežak, pa Bač, v ozadju je Snežnik, Albijska gora, dva kolega moja, ki se po tem grebenu sprehajata. No in če to območje, to tam zadnji, no, če vam pokažem na tistem hribu, tam je Gradišče nad Knežakom, ki je poseljeno nekje vsaj od 12. stoletja pred našim štetjem naprej, pa potem celotno rimsko dobo. No, če to pogledamo iz zraka, vidimo takole, to je posnetek zračni iz leta 2015, pravzaprav nekaj vidimo, nekaj se predstavljamo, nič kaj dosti vidimo gost rastje in travnike in itak se ta pokrajina vedno bolj zarašča v vseh pogledih, in potem, ko sprocesiramo pa te liderske podatke, pa to isto območje vidimo takole. Se pravi, kar naenkrat se nam v tisti goščavi notri pokaže tloris enega gradišča, zelo natančen, presenetljivo natančen, s temi obzidi, ki ga obdajajo, z vhodi, ki vodijo skozi obzidje do naslednjega obzidja, na ta višji del naselbine, na Akropolo, zelo gost raster hiš, stanovanjskih objektov, nekih objektov, ki imajo neko drugo logiko, so bolj podolgovati, morda neka skladišča, kakorkoli. In tudi cel kup sledov, ne samo na območju Gradišča, ampak tudi v okolici. Tukaj vidimo neko zelo dinamično pokrajino, polno nekih gomilc, nekih ograd, nekih vrtov, nekih ugreznjenih poti, in kot smo potem, to ljudi ni to fokus na tem knjigi ugotovili, je pravzaprav to neka opuščena krajina Gradišče, bivše obdelovalne površine in tako naprej. Tukaj še ena, gledajte, še tako oblike nekega fižola na sosednjem hribu, eno območje, ki je bilo obdano z nekim okopom, morda nekim obzidjem, brez teh hiš znotri, in potem menimo, da gre mogoče za neko živinsko ogrado, ki se povezuje tukaj z nekim vodnim virom, do katerega vodi neka pot in tako naprej. Se pravi, neka množica podatkov, kar naenkrat smo bili soočeni s tem, niti nismo vedeli, kako zdaj vse to sprocesirati. Prej smo imeli premalo podatkov, potem pa kar naenkrat preveč in potem pač postopek ugotavljanja tega, preverbe tega in kako zdaj to pripraviti do neke oblike, da bo vsaj malo jasno, zakaj se gre za neko publikacijo, pač terja svoj čas. No in potem naslednja stopnja tega istega območja, mi potem vse te strukture nekako zrišemo, označimo, z legendami predstavimo in se pravi boom, res, kar se tiče topografskega dela ali pa arheološke topografije. Nekaj, o čemer so naši prednamci ali pa že naši profesori, pa že mi pravzaprav na začetku karier, smo sam sanjali, nismo vsi mogli misliti, da se bo to zgodilo. No in na ta način smo pravzaprav precej obsežno območje tukaj vzdolž Taborskega grebena, od Šilentabora pa tja dol do zaledja Ilirske Bistrice tudi pregledali in analizirali. Zdaj, rekel sem, 123 najdišč, zdaj vsakega posebej ne bom predstavil, ker bi bili poleg to jutri tukaj, čeprav. Tako da sem izbral par mogoče takih najbolj zanimivih tem, ki bi jih potem malo šli čez, teme, ki bi jih pogledali skozi določena najdišča in potem na koncu pa še kaj skupaj komentirali. Se pravi, eno od zanimivih, in sem malo zbiral po vojaški temi, seveda, glede na to, da smo v parku vojaške zgodovine. Se pravi, eno najdišče zanimivo blizu Cerkniškega jezera, to so zdaj že obale Cerkniškega jezera, pravzaprav dve najdišči, ampak posvetiti se pri vsem tem, je tržišče pri Doleni vasi,
zdaj s temi našimi načrti to vidimo takole. Ne. Jaz to zdaj gledam že praktično 10 let te posnetke in mi je vse jasno, vem, da pa ljudje, ki pa prvič vidijo kaj tanga, pa ne vejo, ali je to neka moderna umetnost, ali je, kaj je, skratka, gre kot rečeno za prikaz tega mikroreljefa območja in to se morate predstavljati, da to so vode, potoki, tisto, kar je bolj svetlo je višje, tisto, kar je bolj temno je nižje, tako da vse te pike tukaj ne, so pravzaprav vrtače. In tisto, kar je zeleno, je nižje in bolj ravno, se pravi območje Cerkniškega jezera. Ne? In potem ta višji spet proti Javornikom gor in na tem robu, ne, med jezerom in ali pa na tem stiku tega trdnega apnenčastega sveta Javornikov in jezera so nastale naselbine in eno od njih je tole na Tržišču. No in tam, ker smo pri vojaških temah, ne, so že zelo zgodaj, v začetku 20. stoletja, odkrili en depo orožja, recimo, ki je zelo zanimiv. Pri nas v muzeju si ga lahko ogledate, skratka, pod eno skalo je bila zakopana čelada. Čelada je bila obrnjena na robe, bronasta, v njej je bila konjska oprema, ostanki uzd, živali in tega, pa tudi 2 od bronastih sekir. Sulice so bile zapičene s konicami dol v tla, medtem ko tej enorezni meči, ne, tako imenovane mahajle, kot neke mačete, so bile pa kot sončni žarki baje razporejene okrog tega. Se pravi, zanesljivo neko vodilno dejanje, ki se je zgodilo po nekem spopadu, zelo verjetno, mi ne vemo, ali je to bojni plen, ali je to zmagovito orožje teh vojščakov, ki jim je prineslo zmago. Ampak gotovo šlo za neko vodilno ritualno dejanje povezano z vojskovanjem, no, datirane zadeve okrog leta 600 pred našim štetjem. Zanimivo je pa to, da okrog leta 600 pred našim štetjem, konec 7. stoletja pred našim štetjem, je čas, ko se v Grčiji pojavi organizirana vojska, tako imenovana grška falanga, sočasno tudi pri Etruščanih, kot vidimo tu na eni posodici iz Etrurije, ne, se pojavijo te različne vojaške enote. Ne. Če je bilo prej tisto vojskovanje, ki ga opisuje Homer, je dosti tako individualno, dvoboj in tako naprej, no, v tem času se pa pojavijo neke te prave organizirane vojske z različnimi vojaškimi enotami. Imamo konjenike, imamo pešadijo, imamo šefa na konju in tako naprej. In dejansko v istem času, ko se to pojavi v tem etruščansko-grškem sredozemskem prostoru, se očitno to zgodi tudi pri nas. O tem govori tale depo, ne, ker imamo šefa s čelado, ne, ki je verjetno ki je gotov na konju, ne, pa še z nekimi spremljevalci, o tem pričajo tej ostanki vrst, potem so te suličari, ne, ki nimajo čelad, na konjih so tudi te s temi ukrivljenimi meči, ki služijo za sekanje s konja, pa sekironosci. Ravno tako tudi, poglejte v Etruriji, tu jeden ima ščit, ima sulico, pa nima čelade, drug ima ščit, pa sulica, pa ima čelado, pa eden je na konju. Ne? Se pravi, tale vojaška organizacija, vpliv teh, tako rečem, sredozemskih civilizacij prvega tisočletja pljuskne na nek način tudi v ta prostor in to arheologija prepozna skozi take najdbe. Zdaj, en naslednji zanimiv sklop najde recimo iz tu ne tako zelo daleč od Gradišča nad Čepni, nad Knežakom pravzaprav, tukaj zdaj pogled na to najdišče, to je ta greben, zdaj ta puščica tukaj kaže, kako se rob tega gradišča vidi, tako se vidi na enem starem vojaškem posnetku od jugoslovanske armade iz leta 57, mesec zdaj, vidimo, kako je v bistvu ob ta dost strm rob, ne, ki je bil praktično neprehoden, so umestili naselje in s te strani, ko je bilo lažje dostopno, so ga obdali z enim takim mogočnim obzidjem,
ki je danes ohranjena tako kot ena mogočna ruševina. To sta spet kolega, ne, ki se tukaj sprehajata po teh res impresivnih ruševinah, spodaj v ozadju spet Knežak, tukaj spodaj pa potem zadnji Bač. No, tukaj so pa že leta 1890 so odkrili en sklop zanimivih najdb. Vse najdbe smo potem nekako ugotovili, da so bile na kupu. Zanimivo je pa to, da so bile na kupu, ampak so različno stare. Tukaj imamo predmete iz rimske dobe, to vemo po oblikah zaponk in tako naprej, tudi neki denarji, žetoni, recimo celo ta lopatka za nanašanje voska, navoščenje tablice s celim setom stilusov, tak komplet pisalnih pomočkov iz rimske dobe je redkost še za, ne vem, še za Oglej, še za Emono, za rimska mesta, kaj šele na enem takem divjem gradišču bi človek rekel, ampak tu so ključi rimski, od nekih skrinjic, vrat, marsikaj še drugega, ampak zanimivo je, da so zraven tudi sekire, pa ena zaponka, ki so pa bistveno starejša. Ta sekira je celo tam iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Se pravi, eni zelo stari prazgodovinski predmeti, ki so bili najdeni skupaj z glavnino predmetov, ki so pa rimski. No, proučili smo malo te vire, ki so zelo zanimivi v povezavi s temi najdbami, in prav tale gospod Frančesnik iz Zagorja, ne, tam, ki je kopal tole, takrat je rekel, kopal sem v Sancah, to piše Mlinarju v muzej, ne, kustosu takrat, da je kopal samo v Sancah, ne, v Sancah, to je to šance, obsidije, na vrh je nič pa na vrhu. In na majhnem prostoru prav sem vse to našel. No, on je bil prvi. Hitro je to izvedel starinokop Jernej Pečnik, Dolenc, ki je imel izreden nos za najdišča, da se nekaj dogaja in še istega leta avgusta prišel. In zelo podobno tudi on piše, ne, tukaj, ko je pisal, pa takrat je bil poverjenik te centralne komisije za zaščito spomenikov na Dunaju, prav. Vse te starine, ne, sem našel med kamni v Steinumval, se pravi v temu ruševini tega kamnitega obzidja. Se pravi, na istem kraju sta kopala, ampak ne razpršeno po naselju, tu, tam, tu malo, ampak vse sta našla na kupu. Se pravi, celo množico teh najdb, ki so pa, kot rečeno, zelo različno stare. Zdaj, kako to pojasniti? In spet nam tukaj pomaga pravzaprav Lider, kajti to je bil čas, ko detektorji kovin še niso poznali, kako so pa za Boga to našli, ne? In poglejte, z natančno analizo smo potem nekako ugotovili, ne, da zelo verjetno tukaj vodi, tukaj pač vidimo, ne, na terenu vodi neka, tako rečem, kozja stezica, kjer je na drugi strani obzidje malo prekinjeno, pa uničeno. Zelo lepo vidimo tudi te neke sledove, neke dolge hiše na tem gradišču, ravno tukaj gre pa za sled nekega kopanja. Tako da menimo, ne, da, ker je bil vedno tukaj pašnik, ne, da so očitno koze se tukaj pasle in del obzidja tukaj nekako podrle in začelo s časom te najdbe ven leteti. In jih je ta domačin videl in je začel kopati. In kaj je našel? Našel je, po naši interpretaciji, zakladnico, ki je vezana na rimski tempelj, ki je bil tukaj na tem najdišču. Kajti za razliko od drugih gradišč tukaj naokol, so tukaj ene zelo dolge hiše, predvsem tukaj imamo celo neko ladijsko stavbo in tukaj tik ob, kjer je bilo to najdeno, tudi en zelo dolg objekt. No, za rimska svetišča, ki imajo pa seveda tradicijo že v prazgodovini, je pa značilno tako imenovano čiščenje darov. Vse, kar ljudje prinesijo v tempelj, Rimljani so v tempelj delovali zaponke, dele obleke, denar, ključe, kar jim neke osebne predmete, ki so jim veliko pomenili, podobno kot dan še greste na Brezje, recimo, imate tam v tisti kapelci cel kup nekih križovih potov, slikic od svojcev, ne, ko se priporočajo, da pa nekdo, ki preživel neko operacijo, obesi bergle, marsikaj se vidi na podoben način tudi takrat. In ko se je tega malo nabralo, ne, se to ni smelo pretopiti ali pa porabiti, ne, ampak je bilo to je bilo potem last bogov, ne.
in so te zadeve nekje na tem svetem tempelskem prostoru zakopali. In menimo, da so to pač zakopavali v takrat že pravzaprav ruševino tega prazgodovinskega obzidja. Zato darovi se po templju nabirajo dolgo časa in so različno stari. Kako pa rimske sekire, kako pa prazgodovinske, 2000 let starejše sekire po jasnih rimskih templjih, imamo pa tudi fine primerjave iz svetišč v Galiji, v Franciji, tudi v Italiji. Verjeli so, ko so dobivali, so predmeti, kot so prazgodovinske glajene, tudi kovinske sekire v Rimu, v rimskem času, ko so orali, recimo, so vedeli, da ni naravno, niso si jih pa znali pojasniti in so jih ponavadi povezovali z Neptunovimi ali pa Jupitrovimi, pravzaprav strelami, ki jih Jupiter, bog Jupiter, ko jezni meče na tla in potem to ostane. In so rekli, vse to je od Boga, nesemo nazaj Bogu. Na ta način potem lahko pojasnimo v bistvu s to arheološko najdbo, ki pač je v muzeju, imamo neke vire, k sreči pisma stara, ki so se ohranila, ki nam pojasnijo, kako je bilo to najdeno na kupu in potem s topografskim delom in s to novejšo tehnologijo lahko predstavimo neko prepričljivo interpretacijo, tako bom rekel. Zdaj, s to tehnologijo nam je uspelo ugotoviti tudi nekak arhitekturni razvoj gradišč skozi čas. In bo pokazal na parih primerih, se pravi, čas pozne bronaste dobe, 12. 11. tja do 8. stoletja pred našim štetjem, recimo najdišče Breg pri Šebijah. Gre prav tako za majhno gradišče, ki je umeščeno v ta rob, tukaj spodnje cesta, tukaj je ovinek, ki pelje dol proti Ilirski Bistrici, tam, kjer je dirka, kjer je reli, tik nad je to majhno gradišče, ki ga na terenu praktično ne vidimo. Šele ko smo odkopali, smo našli to skromno obzidje. Se pravi, v tem zgodnem obdobju utrjevanja teh naselij je bila ta arhitektura zelo preprosta. Gre šlo pravzaprav za dosti preprost zid, ki je bil, tega še trenutno ne vemo, nadgrajen z neko leseno palisado in tako naprej. In to pač v ta čas nam umeščajo obzidje seveda najdbe, ki smo jih pri tem našli. Zdaj, malo kasneje, pozno bronaste, se pravi 10., 9., 8. stoletje pred našim štetjem, se začnejo pojavljati že malo bolj kompleksna ali pa malo bolj mogočna obzidja, določena so bila tudi skopavana in znotraj teh območij se začnejo pojavljati neke blage terase, kjer domnevamo, da so stane hiše. Še kasneje, nekje med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem, to je primer gradišča na Slivnici, se temu prvemu obzidju priključijo drugo obzidje, se pravi, ni utrjena samo ta najvišji del hriba, ampak se te venci obzidja začnejo zidati tudi po pobočjih in se večje območje začnejo utrjevati. Dobimo na nek način zgornje mesto, Akropolo, pa spodnje mesto, in potem pojavijo se te dolge terase, ki nekako polkrožno vodijo od vrha proti obzidju, na katerih so potem stale hiše. Tukaj je potem en primer izkopavanja loženja, zadnji je Slivnica in potem nek presek čez eno tako obzidje. Še kasneje, v 2., 1. stoletju pred našim štetjem, v času nekje prvih desetletij našega štetja, se ohrani ta večzidenčno obzidje, to je primer tega Žerovniščka, pri Bločicah, tam v smeri Blok, in ni več tistih dolgih teras kot prej, ampak je cel kup teh hišk s temi tako imenovane polkopanih hiše. In še kasneje, kot smo videli gradišča na Knežaku Vrata v rimski dobi, ta notranja arhitektura še bolj kompleksna, s tistimi večstavbnimi hišami in tako naprej. No in v takih jamah, ki se na teh posnetkih vidijo tako, v naravi pa tako, imamo seveda te najdbe in novce in tako naprej, ki nam datirajo te strukture, te sledove v ta čas. Nekaj podobnega zdaj kopljamo, tudi poleti na Babi nad Slavino. To so potem naši kolegi tako v eni od teh jam in počas praznejo ostanke.
ene take stavbe. In se nadejamo, ne, Janko, zanimivih odkritij v naslednjih letih. Skratka, kako smo časovno, sem že malo predolg? Ne. Smo še v redu, spimo kaj? Okay. Se pravi, potem je sledi nekako po vsem tem topografskem delu in tudi delu najdbi, tako naprej sledi potem tisti najbolj uničujoč del za laično bralstvo. To je kronološka opredelitev drobnih najdb, se pravi arheološkega gradiva, ne, kjer skušamo pač te odlomke, te predmete, ki so bile najdeni, nekako umestiti na časovni premici. Prvič, kaj so? Prvič, koliko so stari? Ne, prvič, kaj so sploh, ne? A gre za zaponke, orožje, obleke, delčke, oblek, nošo, ali gre za, in koliko so te stvari stare. In to je nekaj, kar seveda tudi zahteva svoj čas in stvari so podobne, po drugi strani tudi različne. Rimska doba je fenomen zase, prav tako prazgodovina, ker je v vsaki dolini malo drugačna, ampak človek je vesel, ko se na nekem teritoriju izlušči nekaj, kar je pa res edinstveno, ne, kar je samo tukaj. In v bistvu znajdiš med Pivko in Loško dolino, čisto nekje drugje v Evropi ali pa na svetu, so v 2. in 1. stoletju pred našim štetjem nosile zaponke, ki so tukaj narisane in so bile značilne samo za gospe tega prostora. Ne, gre za tako imenovane zaponke s tem rombično razširjenim lokom, to perosovino. Običajno so izdelane iz brona ste našli, smo pa pri naši raziskavi na Ulaki, tam čez nad Starim trgom pri Ložu, tudi eno, v celoti je ohranjeno, ki je pa srebrno, ki je pa iz srebra. Nekaj zelo posebnega za ta prostor in je bilo pred, v bistvu potekom te raziskave prepoznano ali pa dobljeno ali pa dokumentirano samo spet onkraj, Loški dolini pa pred Cerknci. Zdaj pa imamo nekaj podobnega tudi s Širentavorja. So tej tako imenovani notranjski obeski pasnih sklepancev, tudi iz 2. 1. stoletja pred našim štetjem. Gre za ženske, so si v tistem času spenjali svoje neke dolge obleke, zelo verjetno s takimi sklepanci, podobno kot danes pri narodnih nošah, ki je tako podobnega, taki pasovi. Na koncu teh verižnih pasov, ne, so bili obešeni, potem del teh pasov je pač visel dol, ne, na njihovih zaključki so bili okrašeni s takimi obeski, ne. To je tudi nekaj, kar je značilno pravzaprav samo za ta prostor, ne, je pa seveda zelo zanimivo, ker gre za neke za upodobitve, ne. Imamo tukaj obraze, ne, pravzaprav, in potem gre za te antropomorfne podobe, ne. Temu bi lahko ljubkovalno rekli Kidrič, ne, poznate tisti kip iz Ljubljane, ne, to v bistvu gre za moško podobo, ne, to je glava in potem je tako, v bistvu gre za to podobo uprto, te roke v boke in potem s temi luknjicami, kamor so bili še dodatno obešeni neki elementi. Ta pa sploh zanimiv, ne, tudi z Ulake, ne, ki ga pa arheolog Stare, ne, že v 50-ih, v začetku 60-ih letih, tudi na naslovnici, interpretiral kot prizor rojstva. Lahko me bolj vprašate, kako, pa gremo zdaj naprej. Zdaj najdbe, ne. Najdbe so pa zdaj ta glavni fond najdb, za nalašč sem kazal malo te stare najdbe, ki jih imamo še iz časov pred uporabo detektorjev kovin. Glavnina drugih najdb je bila pridobljena pravzaprav z arheološkega stališča na neustrezen način. Gre za predmete, ki so jih našli različni entuziasti, raziskovalci, iskalci nekih zakladov, predmetov z detektorji, ne, kovin, dostikrat tudi vojaških najdb in potem iščejo te vojaške predmete in najdejo druge stvari.
In nekje tam v 90-ih, pa tam do leta 2008 so te stvari prihajale v muzej, ker takratna ureditev je bila nekoliko drugačna in to dopuščala. Tako da to je glavnina, to je korpus, glavni korpus v bistvu najdb, ki je tukaj obdelan, je bil pridobljen na ta način, ki je seveda problematičen in neustrezen. Zakaj? Zato, ker to so pravzaprav slabe stvari napabrikovane, ne? Nekdo, ki sam malo išče z detektorjev, malo levo, malo desno in tako naprej, izkoplje, ne dokumentira točno lokacije, plasti in tako naprej in s tem izgubljen v bistvu ta kontekstni, rečemo, ta ključni podatek, ki je točno ena najdba bila na najdišču v povezavi morda z drugimi najdbami, skratka. Na koncu ostanemo samo s tistim predmetom, ki je bil tam najden in včasih s preverbo med temi iskalci, ki sem jih pač veliko sem jih intervjuval in smo šli čez, smo prišli tudi do navzkrižnih trditev in tako naprej, spomin dela svoje. Ampak vendarle ne moremo pač tega korpusa, tega gradiva zdaj pa vreči stran, ne? Tudi to so nekateri kolegi to črtajo, ne? Kot upoštevajo kot neustrezno pridobljeno. Mi pa v bistvu pri neki resni obravnavi enega prostora pač moramo tudi ta fenomen detektoraštva, ne, upoštevati in obravnavati tudi to gradivo in škoda je že itak narejena in pač skušamo zbrati čim več podatkov o tem, kje, kako je bilo najdeno. In vendarle se na koncu se pokaže neka distribucija, nek rezultat in tako naprej. Tako da jaz vedno pri teh predavanjih pozivam, če ima kdo kaj doma, po kakih ladicah, naj za Božjo voljo prinese v muzej, katerikoli, ne, da to mi vidimo, fotografiramo, narišemo, lociramo, umestimo, ker če ne je to pač izgubljeno. Ne. Po zakonu, pa tudi po srcu, če tako rečem, je pa arheološka dediščina pripada vsem, ne, ni nekaj, kar je samo moje pa tvoje, ne, ali pa bi imel nekdo doma, ampak je to naša skupna zgodovina in kdor vzame in ima doma v ladico in v bistvu pravzaprav na tisto pozabi ali celo pripade, se dela škoda naši skupni zgodovini, naši skupni kulturni dediščini. Tako, zdaj naslednji primer, ne, ki mi neizmerno pri srcu, ne, to ne morem povedati, ne, to je grad pri Šmihelu pod Nanosom, ne, verjetno večina vas pozna, Šmihel pod Nanosom, za to vasjo je ena taka planotica, en plato, ne, kjer leži eno pokopano mestece, da tako rečem, eno od največjih gradišč, pa celo največje ključno gradišče v tem prostoru, ki je nadziralo prehod čez prelaz pri Razdrtem, se pravi, vsakokratni gospodar tega prostora je skušal to točko obvladati, ne? Ker kot pravi Strabon, najlažje se pride iz Italije v Panonijo čez Razdrto, se pravi, kdor nadzira Razdrto, nadzira tukajšnji promet čez in to ključno nevralgično točko geografsko v tem prostoru. In seveda po dolgem obdobju zgodovine in verjetno raznih spopadov za ta prelaz se v enem trenutku v to zgodbo vmešajo seveda Rimljani, ne, ki leta 181 pred našim štetjem ustanovijo rimsko kolonijo v Aquileji, današnjem Ogleju. In tukaj zdaj so že zelo zgodaj, ne, naši predhodniki zabeležili fenomen tega najdišča. Tu imamo Dežman Hochstetter, prvi načrt, zelo natančen, iz konca 70-ih let 19. stoletja. To so naši liderski podatki. Kaj tukaj označujem? Tukaj označujem najdbe rimskega orožja z tega gradišča in potem tukaj neko strukturo, ki bomo skušali v naslednjih letih tudi sondirati in morda se bo izkazalo, da gre pravzaprav za rimski oblegovalni tabor. Ampak v tem trenutku to samo so kako tako prijetno predavanje. V tem trenutku še prezgodaj to trditi. Ampak kakorkoli, no, bodimo pozorni predvsem tukaj na tale trikotnik gor na vrhu, no, to je prostor, kjer so tam nekje okrog leta 1890 izkopali množico
rimskega orožja, ki je zdaj zelo prepričljivo datirano v 2. stoletje pred našim štetjem. Lahko se pogovarjamo, da prva polovica drugega, bolj pred letu 100, ali bolj proti letu 200 pred našim štetjem, ali še prej, to je debata, ampak vsekakor najzgodnejša sled rimske vojske, rimskega vojaškega posega v ta prostor. Predvsem je pa fascinantno to, da pravzaprav ni sled, ne? To je ogromno orožje. Ne? In če vzamete katerokoli knjigo o razvoju rimske vojske, rimske oborožitve, rimskih vojaških sulic, kopij, meč in tako naprej, boš nekje notri omenjen. Pa ni važno, piše Anglež, Francoz, Slovenc, ne? To je omenjeno, ker je tako zelo pomembno. Potem, ko nekako padeš Mihel v 2. stoletju pred našim štetjem, se kar nekaj desetletij ne zgodi nič. In to, kar imamo zdaj na Babi prslavni, morda je malo prej, že tam nekje v 70-ih, 60-ih letih pred našim štetjem se začelo nekaj dogajati. Gotovo pa v obdobju Julija Cezarja, se pravi, Julij Cezar je upravljal prokonzul v obeh Galijah, se pravi tukaj, v tem območju, med letom 59 in 49 pred našim štetjem, potem je pa to dosta agresivno politiko osvajalsko v tem prostoru nadaljeval njegov posinovljenec, to je bil Oktavijan, kasnejši cesar August, in ti si spričan je ta slavni njegov pohod leta 35-33 proti Iliriku, globoko v Iliriko pade Metulum in je potem Oktavijan celo ranjen v obe roki in tako naprej. In to je zdaj iz različnih stališč, zgodovinarji to obravnavajo, pravzaprav se to sploh zgodilo, a je šlo le za neko propagandno akcijo in da je on verjetno ni bil ranjen, ker kot vemo precej tak bolj kilov, izredno politik, izredno sposoben, ampak telesno pa ne ravno za v prve vrste, tako bomo rekli. Kakorkoli, v ta čas Julija Cezarja, najslavnejšega Rimljana in njegovega delovanja v Akvileji in okolici, on je tukaj imel zimski tabor, on je rabil vojsko za osvojitev Galije, Galija je bila pač bogata, in za osvojitev Galije, ki mu je prinesla ogromni kapital in tudi to, da je postal potem najmočnejši seveda Rimljan, za neki tam je rabil vojska. Tako da vse kaže, da je Julij Cezar med ljudstvi tu v zaledju Akvileje novačil. In to je bil proti dogovorom diplomatskim, ki so imela ta ljudstva z Rimljani prej. In take stvari seveda pripeljajo do nezadovoljstva in do upora. In ena najbolj dramatičnih zadev, ki je verjetno s tem povezana, ali pa, kot rečeno, to je arheološko težko ujeti, z njegovim naslednikom Oktavijanom in tem ilirskim pohodom, ki je malo kasneje, 35-33 pred našim štetjem, je povezan kompleksna arheoloških najdiščna ula, ki je na Dleškem hribu v Loški dolini, tukaj zadnji, tu je Stari trg pri Ložu, tu v tej smeri Lož. Tu imamo na tem hribu ostanke gradišča iz 1. tisočletja pred našim štetjem, potem pa imamo dva rimska tabora, enega južno na tem Dleškem hribu, pa še enega skritega tukaj noter v tem gozdičku. Zadeva na teh naših kartah izgleda danes tako, se pravi območje ula, ki je gradišča, en tabor rimski južno, en severno in potem tudi neke strukture, neki nasipi, obrambni okopi, ki so očitno kompletno dolino tukaj zaprli in zelo prepričljive sledove vojaškega spopada. Se pravi, imamo tukaj neko obleganje iz tega časa, morda že časa Julija Cezarja, tega najdišča in je tak zelo fascinanten primer vojaškega spopada ali pa neke te vojaške dediščine iz pravzaprav obdobja rimskega osvajanja naših krajev. No in te sledovi seveda izgledajo tako, prači iztelki za prače, te svinčenke,
in potem tudi te zelo značilni te žebljički za podkovanje rimskih vojaških sandalov s tem križem pa 4 bunčicami. Zakaj kažem te žebljički, ki so na prvi pogled zelo neugledni, ne? Zato, ne, ker zakaj rečemo Cezar ali pa Oktavijan? Zato, ker kasneje, ko je Oktavijan postal Avgust, je izvedel tudi vojaško reformo. In kompletna vojaška oborožitev, večina nje se je spremenila. Te žebljičke s sandalov na križ pa pike, od časa, ko on zavlada, 27 pred našim štetjem naprej, ni več. Recimo v rimskih legijskih taborih ob Renu, ki so povezani s spopadi z Germani, iz časa Augusta, iz časa te slavne bitke v Tevtobuškem gozdu, ko imate vi tabore, kjer je bilo po več legij, ko imate to prizorišče, kjer so bile 3 legije masakrirane, ne? Nimate niti enega takega žebljička, od 1000 žebljičkov, tukaj ga imamo pa praktično na vsakem gradišču. Se pravi, to je in v povezavi z novci, z drugimi najdbami te dosti neugledne najde lahko pravzaprav povezano z njenim delovanjem rimske vojske v enem ozkem časovnem obdobju. To je tudi moč v bistvu arheologije, ne, da iz predmetov to izvleče. In potem nekje v knjigi je razložen tudi to, da kar zdaj mi skozi proučevanje teh najdišč, tega gradiva, vidimo pravzaprav stopensko osvajanje, vojaško osvajanje prostora med Okro in Albijsko goro, se pravi med Razdrtim, Nanosom in Snežnikom, nekako od padca gradu pri Šmihelu v 2. stoletju pred našim štetjem, ko se stvari ta fronta, da tako rečem, za neki desetletji ustali, imamo potem tukaj nekako gotovo vsaj 2 vala, ne, kar se tiče arheoloških najdb tega vojaškega prodora v smeri te vzhodne notranjske, da tako rečem, naprej v porečje reke Kolpe in Krke, in te 2 črti, ki zdaj čist še dobro ne moremo ločiti, sta pač umeščene znotraj 1. stoletja pred našim štetjem in avgustejske dobe. Zanimivo je, no, da je takem, prej sem govoril o različnem, a vendar tudi enotnem prostoru, pa spet različnem, čeprav imamo eno topografsko legijo, je to, da se ravno v tem odnosu teh gradiščarjev, tako rečem, do Rimljanov, pokaže ta razlika med njimi. Ta karta namreč kaže, te modre pike so tista gradišča, ki rimskega vojaškega ali pa vključitve v rimsko državo, rimske osvojitve niso preživela, so bila uničena, so bila razseljena. Te rdeče pike predstavljajo tiste gradiščarje, ki jih to bistveno ne prizadene, ampak tudi, ko pridejo Rimljani, funkcionirajo naprej, Knežak, Ilirska Bistrica, območje Ilirske Bistrice, Košanska dolina. To vse živi naprej, obzidja ne obnavljajo več, ampak ni uničeno, ni napadeno, ni razsuto, ni sledov rimske vojske, ni požgano, nihče ne pobegne. In ta meja je ravno tukaj nekje med Slavno pa Pivko, ne, kar je fascinantno, na takem zelo majhnem prostoru pravzaprav se oblikuje sta 2 skupnosti gradiščarjev živite, ki vodite drugačno politiko do Rimljanov, ki postajajo novi gospodari tega prostora. Ta modri se upirajo, ta rdeči ostanejo. No, da je zadeva malo bolj komplicirana, ravno Ulaka, ki sem je prej kazal in so jo obdali celo z okopi, z obligovalnimi tabori in očitno sesul, preživi. Zdaj, zakaj? Mogoče so nekatere, je bila lega tako ugodna same pozicije, infrastruktura, ki je tam obstajala, tako ugodna, primerna, da so potem naselili, ne zdaj, da bi naselili Rimljani, ampak neki vazali rimski, ne, in je potem dejansko naselbina živi tudi naprej še v rimsko dobo. Medtem ko prizorišča, žaroviška tržišča starega gradu nad Duncem, slavinskih gradiščih gradu pri Šmihelu, ta zgodba je pa precej dramatična, po moje žalostna, in verjetno tukaj lahko slutimo nek celo genocid v teh modrih pikah notri.
Kot vemo, Rim je tako deloval, ne? Poznamo padec Nezakcija, Metulum, ko pade, ne? Mislim, da potem se tisti zadnji branilci skupaj z ženskami in otroki se zavlečijo v svetišče in se skupinsko sežgejo. Ne? Ja, malo se je spremenili skozi tisočletja, kaj ne reči. Tako pač jaz, no, čist na konc, seveda taka knjiga ni stvar enega človeka, ampak enega dobro utečenega tima, ki sem ga jaz k sreči imel, se pravi te muzejske podpore od glavnega urednika kot drugih urednikov, Ida Murgel, ki je vse narisala, Tomaž Lavko, ki je perfektno fotografiral, pač vsi so tukaj zaslužni navedeni, oblikovalka, kot rečeno, ker knjiga je dvojezična, tako slovenska kot angleška in potem nekako uskladiti, da ta tekst usporedno teče v vsej tej slikovni dokumentaciji, izredni oblikovalski izziv, tako da Barbara Bogataj Kokal, oblikovalka, potem prevod v angleščini, ki dela, Andrej Maver in tako naprej. Vsem seveda gre tukaj zahvala, sam pač ne moreš praktično na koncu. Marsikaj narediš, ne moreš pa seveda vsega, ne, to je zadnji tim. In končal bi pa s to lepim zaključkom noža, ne, ki se konča ta ročajček z noža v eno zankico, pod to zankico sta dva obraza, zadeva iz 4. 3. stoletja pred našim štetjem, se pravi iz časa dolgo pred Rimljani, upodobljen je pa Bog, ki ga poznamo predvsem iz rimske mitologije, Janus, ne. Janus gleda naprej, gleda nazaj, pomeni začetek, pomeni konec, Janus Januarius, ne, prvi mesec v letu, ne, Božič se bliža, ne, in tako naprej, 10. december, se pravi, vsako tako delo je pravzaprav ponuja še več vprašanj pravzaprav in je mogoče neka spodbuda za nadaljnje raziskovanje, ker je ogromno še za raziskati in za skušati razumeti, ne. V arheologiji tega arheološko izjemno bogatega prostora tukaj na notranjsko-kraškem, primorskem prostoru. Hvala, bi zaključil zdaj, če je kako vprašanje, pa lahko nadaljujemo. Jaz bom vprašal, vsekakor tukaj vidim, da tudi že odprej, ker sem bral, gradišča se pojavljajo tukaj Košana, Pivka, Spodnja Zurna Pivka, pa na loški strani. Se pravi, verjetno tle Javornik iz Snežniških voz ni bilo poseljeno, predvidevamo. Tudi to se spreminja, ne tako intenzivno, ne tako gosto, ampak imamo vedno več pokazateljev. Zdaj tukaj je seveda malo zaprto tudi območje, Poček in tako naprej, vojaško, tako da tudi naši predhodniki niso toliko videli še ali pa smeli raziskovati, ampak so bili vsaj prehodi čez, to je gotovo, in v povezavi s temi prehodi neke postojanke. Ne vemo še čisto točno koliko stare, ampak se nekaj dogaja tudi na Javornikih, ampak vsekakor ne tako intenzivno. Kaj pa v Brkinih, naprimer, ko je malo naprej od Košane je Sokorje, tam je hrib Grad, je bilo tu gradišče? Seveda, ne, gradišča so fenomen, ki se začne, ko se enkrat te ukrajinske ravnice izteče in se začne svet dvigovati, pa do Portugalske. To so vse splošni fenomen gradnje utrjenih naselij na vrhu hribu, po domače povedano, včasih pa tudi v nižjih legah. Skratka, to je način pač obvladovanja prostora, ki je značilen za to pozno prazgodovino, nekje vsaj morda srednje bronaste dobe naprej, odvisno kje, ne, ampak gotovo pa povsod v obdobju nekje prvega tisočletja pred našim štetjem, na vsem tem prostoru, ki sem ga omenil, se ta način gradnje naselbin pojavi, prakticira.
Ni pa edini, seveda. Je pa res, da tiste druge oblike poselitve je težje odkriti, ne? Ker niso pustili toliko sledov. Enih par let nazaj sem bil na enem podobnem predavanju, pa mogoče ste tu prav vi predavali v Zagorju na temo Lidarja. Ja, možno, ne v Zagorju, bil sem v Križaku. Aha, ne, no tam je pač predavatelj povedal, pravi, da so bila te gradišča povezana v neke skupnosti, ne, in naj bi bilo glih tam od Čepne, pa čez Šilen tabor, pa tle do našega Kerina, ne bi bila ena skupnost, ne. Ja. V Slavni naj bi bila že druga skupnost, ne. Je to mogoče povezano tudi s tem, da so se pol od Slavne naprej bili uničeni, je bilo drugo ljudstvo? Tako je, se strinjam popolnoma. To je zdaj, ravno to nam je Lidar omogočil, ta metoda skinje, da vidimo v bistvu celo krajino, ker prej smo bili koncentrirani na posamezne točke, posamezne hribčke smo preučevali, nismo pa vsakega po sebi, pa nismo najbolj razumeli, kako vse skupaj funkcionira. Potem smo pa začeli odkrivati neke tako imenovane mejne zidove, ki pravzaprav zamejujejo teritorije posameznih gradišč. In ja, tako kot ste rekli, se pravi, en tak zid, ne, prav dejansko fizično je očitno ločeval, ne, ta območje upravljanja ali pa posest te knežaško-šilen taborskih gradišč, ne, ki jih je več od teh tukaj pivških, ne, recimo, in potem unih drugih slavenskih, ne. To dejansko zdaj nekako v prostoru vidimo. So bili očitki, kako pa veste, da so te zidovi toliko stari, ne, smo jih šli kopati, ni keramike notri, ki jo mi v arheologiji obožujemo, ker potem lahko stvari vsaj približno datiramo. Gre za prvo lego pač ohranjenih teh položenih kamnov, pa je pa grobla čez majhna, včasih manj kot 40 centimetrov, ne, in zatravljena. V bistvu je tako, smo šele pole, ko smo vedeli, kam gledati, smo zagledali. Kako vemo, da je toliko stara? Zato, ker ima čisto drugo orientacijo kot vse kasnejše zemljiške razdelitve. Če damo čez kataster od avstro-ogrski, ne, ali pa avstrijski, ne, ima drugo logiko in se navezuje na logiko deljenja zemlje, kot jo imajo današnje vasi. To pa zasleduje drugo logiko in se potem v tej splošni prostorski analizi povezuje s posameznimi gradišči. Tako da tudi, če nimamo najd, ne, potem posredno datiramo v ta čas. Je pa res, da čas gradišč je dolg, ne, tako da znotraj tega, to je še vedno eno dolgo obdobje, ne, znotraj tega pa še ne razumemo dobro evolucije tega, ne. Ampak vsekakor, ko je bilo poseljeno, v enem trenutku je funkcionirala ta delitev med temi skupnostmi. In ja, kot ste rekli, ja, to ima to neko tradicijo in potem tudi drugačen način obnašanja teh ljudi do neke zunanje nevarnosti, ko se v nekem trenutku pojavi, v tem primeru rimske ekspanzionistične politike tukaj. Pa bom pa še vprašal, kje se zdaj knjigo da dobiti? Danes ima samo 4, tako da si da dobiti. Tukaj pri meni ima samo 4, iz črnega fonda. Drugače se pa prek naše te spletne strani. Je pa tudi dostopna, no, v elektronski obliki pa že dostopna na spletni strani, kot PDF, ne. Sem taka generacija, da še zmeraj mreš papir. Analogno, ja. Jaz tudi sem taka generacija. Ja, dajte še kakšno vprašanje, ne? Boštjan je res odličen poznavalec tega prostora in zelo verjetno kaj ve o tistem gradišču, ga imate tam zadaj za vasjo. Ponavadi je vprašanje, kdo so bili, a so bili Kelti, a so bili Žiri. Veneti. Pa se potem že malo ponavljam, ampak lahko vprašate. A svoja podi. Ena vas me res zanima, če je plus slučajno kaj grobišče.
Grobišče. Ja, poznam, krasna lokacija, ko so polagali asfalt po let, smo se včasih, ko je bil tam zapora, smo se čez peljali, čudovita vas. Ja, mislim, toponim je zanimiv, ne, ker namiguje pač na pokopavanje, ne. Ja. In vse, kar je v vseh teh virih in tudi, kar so tako kaj brkljali z detektorji naokoli, nisem drugega uspel izvedeti in najti kot to, kar je tale slavinski župnik takrat ne zabeležil in poročal Milnerju, ne, da je neke dratene svitke, staroslovanske, tako napiše, iz grobišč mu prinesel, ne, ki naj bi bili v muzeju, mi nismo več našli, tudi ne vemo, kaj misli, ker stari Slovani, kot vemo, kaj dost drata, da tako rečem, govine niso imeli. Tako da, žal, to je neka še mal lise, ne, ampak glede na lokacijo in vse skupaj. A ste rekli, da je nek toponim še ekstra tudi? Ne, pač Že grobišče, ne? Ja, že samo če še kaj dodati. Ne. pač, ko probaš kdaj, ko prideš kakšne turiste, ne probaš kakšno razstavo dobiti ven. Ja. Je ni. Tako da, Ja. Ja, veš, to so tako pari že ljudska bajanja, ne? Košana, jaz izviram iz Košane. Aha. Pa je bilo, da je imela nekoč gostilno Koš Ana do grofa Košanja, imamo grad na gradišču, ne? Svako jake pari pridejo. Ja, pač. Je pa tukaj zanimivo, no, iz košanskega gradišča proti Stari Sošici, ne, so te parti, ne, tam je bilo pa zelo, kar že dejansko zelo lahko najti. To Malo pa je starejši dobro od zajetelo. mene, so malo poprskali, pa so bile steklene kroglice ven. Tako je. Pa tu se je kaj raziskovalo. Ja, zdaj, kar kaže na podlagi zbranih podatkov, to, kar je pač Mihtilda Urlep, ne, ki je bila izredna gospa, ne, ki je potem desetletja delovala v tem prostoru, tudi imela pač te topografske akcije in sondiranja, ona se s temi parti prva ukvarjala, zdaj kasneje seveda Alma Bavdek tudi v Notranjskem muzeju, kar nekako zdaj vemo na podlagi od Koplanga do Blenga. Gre za neko situacijo, ki je zelo značilna za ta širši, pravzaprav zahodnoslovenski prostor, tudi za Posočje, da gre za kombinacijo grobov pa kultnega mesta, ne? Tako imenovano sežigališče, ne v smislu sežigališče za grmado, ampak tam, kjer so se šli neko obredje. Zato, ker podobnega smo kopali na mostu na Soči, ne? Zelo težko je potem to tudi arheološko še danes, z vsemi tehnologijami, ki imamo, ne? Potem slediti tem grobom, ki so včasih ukopani prav med to plastjo, kjer so oni to kurili in trosili. Tako je šlo za neko darovanje, eni pravijo celo, kjer je cel kup teh razlomljenih zaponk in tega, da so posamezne elemente obleke darovali, dosti teh jagodic, ki so včasih staljene tudi, ne, močno, da so v bistvu te neke prte, v kateri je bilo to zavito, da so bili všite te jagodice noter. Eno teorija govori o tem, da so te obleke, pravzaprav, na katerih je bilo množica teh nekih zaponk, ne, obredno sežgal. Drugo je, da so neke lutkice pripravljali, ne, kar nekje v Etruriji vidimo, ne, da je nek bog, ne, recimo izrezljan iz nekega lesa in potem je tudi lepo oblečen in ima, ne vem, lahko tudi po 20-30 zaponk gor in tako naprej. Nekaj v tem smislu. Zdaj, te parti so seveda zanimivi, ki imajo tudi tale napis, pa psevdonapis, pa tisto podoba tega konja, ne, ki je bil verjetno neka nagrobna plošča ali nek spomenik, vsekakor, ne. Tako da, ja, izredno zanimiva lokacija, kjer pa gre verjetno za kombinacijo grobišča in tega obrednega sežigališča. Teh gradiščer je vzel gor za pač, tisto pa mislim, da je 600 metrov stran, da se začne gradišče. Ja. Kaj obstaja sploh, ali pa če je sploh mogoče dobiti karto gradišč, ali je sploh mogoče narediti, ali celo obstaja? Ne, to je bilo to dolgo obdobje, ne? Je, to tudi, mislim, ena karta je že tukaj v knjigi, recimo, pa več njih.
So pa zdaj tudi spletni pregledovalniki, ne, recimo ta baza Zavoda za kulturno dediščino, ne, praktično imate vsaka lokacija, ki je prepoznana kot arheološko najdišče, med njimi so tudi seveda gradišča, je tam označena, že čisto iz teh praktičnih razlogov, ne, da se ve, katero območje so arheološko pač zaščitena in varovana. Potem obstaja baza, ki jo vodi Inštitut za arheologijo Arkas, ne, ki temelji na tisti prej omenjeni publikaciji iz leta 1975, je njena nadgradnja, ne, ki ima tudi potem povezave na ta pregledovalnik spletni, ne, ta baza ima tudi navezavo na karto, ne, praktično, kar jih poznamo, so vsa umeščena in tudi vsa prek teh spletnih pregledovalnikov lokacije dostopne, znane. Se pa vedno odkrivajo, mislim, presenetljivo recimo za breg pri Šembijah, ne, ker praktično je nevidno na površini. Smo ga šele s to lidersko tehnologijo pravzaprav prepoznali in potem, ko smo ga šli odpreti, smo videli, da je res, lahko bilo kaj drugega, ne, ker lider kaže neko situacijo v pokrajini, ki je zadnja situacija v pokrajini, se pravi, mi imamo v bistvu neko lepljenko, ne, mi imamo tam na bregu pri Šembijah smo imeli cel kup teh nekih ukopov iz spopadov z maja 1945, ne, ko so se tukaj čez umikali te nemške enote in kot vemo so bile pole tam pri Zagorju, ne, meni se zdi tudi zajete, smo dobili ogromno te municije iz tistega časa in tudi te gumbe. To je fascinantno, najdeš pravzaprav na 30 cm globine, najdeš gumb z nemške uniforme, ki je lahko prepoznaven, ne, z druge svetovne vojne, pa potem čist zraven, a pa 4 cm stran sulico iz pozne bronaste dobe, ki je stara 2100 let. Ne. Se pravi, mi smo takrat govorili o tem plastenju krajin evropskih konfliktov, ali kako že, ki segajo na tem prostoru tja do globoke prazgodovine pravzaprav. In jih dejansko vidimo, ne, in prepoznamo. No, kako so imeli pa kaj urejeno oskrbo z vodo v teh gradiščih? So jo nosili iz doline? Ja, zdaj moralo so biti nekaj, ja, problem je, da veliko vemo, še več pa ne vemo, ne. Praktično na tem celem prostoru, ko sem ga zdaj pokazal, nimamo nekih resnih, velikih arheoloških izkopavanj, na katerih bi lahko na ta vprašanja odgovorili in pravzaprav sam domnevamo, sklepamo, si predstavljamo, tudi v primerjavi z nekimi kasnejšimi obdobji, kako so bile take naselbine urejene, recimo v rimskem času, da so morali biti neki kali, neke cisterne, neka zajetja. Gotov, voda je ključna, če nimaš vode, nimaš nič, ne, in potem damo tisto knežaško, je zanimivo, ker je pravzaprav, pokažemo še malo, kje ga že imam, ker je res fascinantno, kako so ga umestili, ne, tu se pravi, tu spodaj je, to je rob tega geološkega fenomena, ki se mu reče tektonsko flišno okno pri Knežaku in tam, kjer pride apnenc skupaj s flišem, so ponavadi izviri. Se pravi, tu spodaj, Vojko, pozdravljam, so izviri, ne, zato so tudi Knežaku, so Nemci rekli Grafenbrunn, Italijani so rekli Fontana del Conte, ne, se pravi, so bili te izviri v kasnejšem poimenovanju po prepoznani in pomembni, ne, in gotovo so jih gradiščari, ne, ko so to gradišče umestili, so ga umestili zato, da so potem celoten tisti prostor tistega tektonskega okna tukaj nekako kontrolirali, ravno tudi zaradi izvirov, ne. Niso branili samo na obzidju, to še boljš, ja, glejte, tukaj. To je Knežak, to je zdaj, to je fliš, ne, to je ta taborski greben, tukaj imamo Šilentabor in potem tu se lepo vidi ta razlika med apnenčastim svetom pa flišnim svetom zgornjega toka reke, tukaj so povsod izviri, ne, potem v robu,
In Knežak ne, ima tukaj to flišno okno, ne, geološka posebnost, ko v bistvu ta fliš buta ven skozi apnenc. In gradišče je postavljeno tukaj, ampak ne dvomim, tu imamo še neke zidove dodatne in tako naprej, da so nekako celotno to okno ukomponirali v obratovanje, da tako rečem, gradišča. Ne. Zaradi seveda vodnega vira. Ne. Se pravi, na en stran, gotovo je to bil glavni logistični izziv. Gradišče imam zato, ker očitno so bili časi taki, da ga rabim, da se moram zaščititi z obzidjem. Ne. To so bila obzidje včasih tisto v stični, ki so bo kopali, recimo. Ne. Visoko se ocenjuje na med 3 in 4 metri višini, 3 metri debeline. Se pravi, rabim nekaj takega gradiš, če misliš, da si ogrožen. Ne. In potem, če pa nimaš vodnega vira, ne, si pa ujet v bistvu znotraj gradišča. Je brez veze med obzidjem, če ni nekaj. Ja, se pravi, gotovo bila ta misel, ta logistični, to so že vedeli. Ne. Zdaj, kako so to reševali, pač nimamo še skopanega neke cisterne ali pa neke kal ali pa ničesa na tem prostoru. Ne. A tu zgradiš ni skopanega kakšnega? Je recimo ravno Cvinger nad Stično, ne, nad virom Prstično, ne, tam je izvir znotraj gradišča. Ne. Zato se tudi reče vir, pa pol včasih človeško ribco čelo ven vrže. Pa tista gospa, ki ima gor hišo, ne, skozi poplav klet, je v kakih deževih, zdaj recimo, ko precej dežja, ne, v jesen, je bil vir, že prav izvir znotraj gradišča. Na Bači tudi, ne, bila štirna oziroma cisterna. Bač, ne? Bač, ja. Ja. Tako da je bilo, ampak tudi tisto ni bilo zdaj skopano, ne, da bi zdaj bil prav, ne vem, dotirano. Tudi sicer se pa v bistvu se ne spomnim. Iz rimske dobe pol seveda so, ne, na teh naselbinah, ki so včasih potem na območju, kjer so bila prej gradišča, so bila potem neke rimske postojanke, sploh kasneje, ko se je Rim že brani, ne, te iz 3. stoletja, ne, imajo pa znanje, tudi skopane cisterne, ne, recimo Svet Pavel nad Vrtovinom, Tonovcu gradu, nad Kobaridom in tako naprej so pa izkopane in tudi ene celo prezentirane tako za arheološko za pogledati. No, pa bi jaz vprašala, ali Kelti ali Iliri, in če se da ugotoviti vpliv Japodov, recimo, dokje. Ja, zdaj tukaj pač arheologija sama zase teh odgovorov pač ne more dati, ne, ker mi raziskujemo sploh za prazgodovino, ne, ker pač ni bilo še pisave do tega nivoja razvidga, da bi se ohranili neki teksti, ne. Mi v bistvu delamo z materialno kulturo in potem ugotavljamo neke slogi, neke podobnosti in ponavadi rečemo, da ta obdobje mlajše železne dobe pri nas, ne, nekje po letu 300 pa ko pridejo Rimljani, ne, je mlajša železna doba in naj bi precejšen pečat dajali Kelti, prepoznavamo jih pa pač po neki tipski materialni kulturi, ki je rečemo latenska, ki se pojavlja širom Evrope, ne. Ampak to je tako kot barok ali pa rokoko, to je stil, to je oblika, to je okus. Se pravi nekaj, kar rečemo, to je pa keltski meč, imel tudi nekdo, pa i taki v Galiji najden, taki najden lahko v Romuniji, isti tip meča, ne, pač rečemo keltski meč, ampak ga ni nosil zdaj pač Kelt, ne. Se pravi, problem je, da iz teh virov, ki jih pa imamo, nekaj jih je, so malo pač seveda so posredni viri Grkov, Rimljanov, ne, v tem prostoru, Strabona sem omenil, so še drugi, so Tit Livij, Polibi in tako naprej, pisci, ne, ki so se ukvarjali s tem prostorom, so locirali tukaj neke geografske pojme, kot je recimo Okrane nazadnje, pa Albijska gora, pa tudi imena ljudstev, ne. In ravno v povezavi z razdrtim znanosom, ne, se pojavlja zdaj več imen. Eno so seveda Japodi, drugo so Karni in potem naprej proti Vrhniki noter so Taurijski. Ne. Zdaj govorim res za čas nekje
da zagotovo lahko rečemo od 2. stoletja pred našim štetjem naprej. Prej ne moramo tega reči. In recimo Tauriski je zdaj precej prepričljivo, da so pripadali Keltom, ampak problem je, da zdaj imamo s Kelti težavo. Mi ne vemo, kaj so pravzaprav Kelti, ne? Kaj so pomenili Kelti. To je bila neka nadpomenka za eno celo pisano paleto zelo različnih ljudstev, ne? Ki ni nujno, da so sploh govorile podobne jezike, zato ker raziskovanje te keltske preteklosti, danes je keltsko seveda cel kup stvari, ne? Imamo keltske jezike, imamo te se pravi jezikoslovje keltske jezike, imamo v arheologiji latinsko kulturo, ki naj bi bila keltska, imamo v zgodovinskih virih, imamo Galce pa Kelte, o katerih pišejo pač Rimljani in Grki, tudi drugi. In to je to. In zdaj je zelo težko vse to spraviti na skupni imenovalec. Kar seveda ni nič narobe, če rečemo keltsko, ampak ni v smislu keltsko-galsko, tako kot v Galiji ali pa ne vem, v Švici ali pa on stran Alp, ali pa ne nazadnje, kot je keltsko že v Celju ali pa na Ptuju ali pa v Novem mestu, je to keltsko tukaj precej drugačno, ali pa v bistvu sploh ni. So neki tudi novci keltski, ne, numizmatika govorijo o keltskih novcih, ki tukaj krožijo, ampak denar kroži povsod, ne, danes imamo dolar, tudi Kitajci so skrb na dolarju ostali, ne, niso, cel svet ima dolar, ne, v enem trenutku ta denar kroži, tako da materialno kulturo je zelo težko zdaj povezati z tem etnosom, ne, ker niti ne vemo pravzaprav, kaj keltsko pomeni. Je pa zgostitev tudi teh imen ljudstev v tem prostoru taka, da v tem trenutku se pogovarjamo predvsem, ali so bili to Karni ali pa Japoni. In ta japodski vpliv, ta japodska in Japodi pa naj ne bi imeli povezave, tudi niso preveč imeli radi te latinske kulture, očitno ta drug stil, ne, so neko ljudstvo, ki nekako se upre ali pa preživi te tako imenovane velike selitve iz Srednje Evrope, ki jih označujemo kot keltske selitve po zgodovinskih virih. Se pravi, so tukaj bliže recimo že pred gotovo letom 300 pred našim štetjem. In so imeli tudi neko moč in vpliv in tudi način gospodarjenja s prostorom, ne, tam od Korduna, Like, pa vse v bistvu do Notranjske Krasa, ker pokrajina zelo podobna, so te doline, te kraške, ta kraški teritorij obvlada. Jaz si predstavljam, da potem tisti Kelti iz Brežic na vozu, ne, ko so bili vajeni teh ravnic, ne, jim ni preveč pašalo, ne, naseljevati neke kraške teritorije, ne. Zato se potem je ravno tukaj tudi ta stik in ravno v tisti karti, ki si naprej kazal, ne, kako so se eni uprli, drugi se pa niso. Zanimivo je, da tam, kjer je malo teh keltskih elementov več, so točno tam, ne, kjer so tudi rimske vojaške najdbe. Na tej strani, kakor bolj, ne vem, histrsko-japodska nekako, ne, je pa drugače. Tudi tukaj vidimo te neke nijanse. Tako da gotovo Japodi v nekem trenutku so imeli vpliv in so to na ta način tudi tej avtori zabeležili. Na drugi strani so Karni, ne, pa potem pod Nanosci, Subokrili, ne, pa Katali, s katerimi pa precej več težav, ne, ker v bistvu zgodovinarji antike pravijo, da so Karni Kelti, ampak o tem govori samo en napis, pa še ta je rekonstruiran, ko en C preberijo kot Karni in potem je še en napis, ki govori, da je Gaj Kasi Longin, ja, slavil, ne, Emilij Skaver, ne, konzul rimski, ki je vodil neko odpravo proti v smeri Ilirika, ne, je slavil triumf nad Galci, ki so bili Karni, de Gali iz Karnis. In to je edini podatek. Potem pa moramo vedeti, da Rimljani so zelo posploševali, njim so bili to barbari in so v enem trenutku vsem rekli Galci, v enem trenutku so vsem rekli Iliri, čeprav
v osnovi v Ilirsko kraljestvo samo tisto na območju Risana, se pravi Boke Kotorske, današnji Črni gori. Ampak v enem trenutku so Rimljani rekli Iliri in Ilirsko vsem obsežnim ozemljem do Donave. Ravno tako so Galci v enem trenutku, sploh v takih nekih virih, ki so bili morda napisani na hitro, ali pa so bili morda napisani zato, da bi dali nek večji pomen nekemu vojaškemu uspehu, ker v rimskem zgodovinopisju, v rimskem spominu je pa bil spomin na Galce hud, ker Galci so vendarle 386 Kelti oplenili Rim in požgali, gorje premaganim, tam je tisti Brennus, je še Meč vrgel gor in tako naprej, in Goske so rešili Rim in vse to, in je ostalo to v spominu kot nekaj groznega, kaj se jim je zgodilo, njim, velikim vojnim strategom in nepremogljivim, je praktično prestolnica padla, in da tudi nekdo, kaj neko pastirsko ljudstvo, na Krasu, recimo, malo plenu, pa odpeljal v sužnost, to v nekem triumfu razglasil kot v bistvu zmago nad nekimi karni, ki so pravzaprav Galci, Kelti, strašni, najbolj divji. Ker to tudi vedno treba skozi oči te politične propagande brati. Tako da, v bistvu, meni je najbolj všeč, da bi tem karnom, ki so tako zelo odločno pustili pečat v zaledju Akvileje, nenazadnje Kranj, Karavanke, vse to nekako ne bi izviralo iz tega poimenovanja. Kras, mogoče, ne vem. So bili to v bistvu neki gorjani, neki hribovci, pastiri. Ampak zelo različne skupine vidimo, ravno iz arheologije, na majhnem prostoru so imeli različne politike, se pravi, niso bili enotni. Verjetno podobni, vprašanje že, če so govorili isti jezik in tako naprej. In potem so seveda pojavljali še tej venetski napisi, nadzadnje tudi tisti Spartovi venetski, ampak to je treba razumeti kot pisavo, ne kot jezik. Mi tistega sploh ne znamo, marskaterega, mislim, ga znamo prebrati, rečemo je venečščina, ampak to je bolj tako tudi danes, v latinici vse preberemo, ampak ne razumemo vsega, če ne razumemo, če ne znamo italijansko, ne vemo v bistvu, kaj piše. Ravno tako je, s tem, da je še zelo lapidarni, zelo malo teh napisov in tako naprej. In je tisti venetska pisava, verjetno spet kot neka nadregionalna pisava, ki si je rabila za diplomacijo, za obredje, mogoče za trgovino. In spet ne moremo enoznačno povezati z etnosom. Skratka, prazgodovina je eno tako zanimivo polje, ker vse nam malo lebdi. Vem, da pa ljudje bi radi slišali, kdo točno so bili. Imamo težave tako z Iliri, kot s Kelti, kot s Karni, kot z Japoni, kot Tauriski. Še hujše bi bilo, če ne bi nič imeli. Recimo, nekje v Skandinaviji nimajo niti tega, pa že v Angliji, gor na Škotskem, niti tega nimajo. Imamo pravzaprav množico nekih imen, samo jih ne znamo zdaj povezati direkt z nekimi najdišči ali pa materialno kulturo. Zna biti, da so pa malo to, tudi ni bilo takih držav in mej, kot si jih mi predstavljamo v moderni dobi, ampak je šlo za ta princip neke te plemenske osvajalne politike in so se te vplivi malo nežno. Tudi to, da prav za grad pri Šmihelu, prav ravno Livi, da v njegovem času, on je živel v 1. stoletju našega štetja, je Okra, nasebina Karnov, ki je že v ruševino. Ampak zdaj, kaj točno je s tem pravzaprav mislil, koga je. To tudi sam kaže na to, da tudi Karni, če so to osvojili, pa so očitno prišli nekje bolj z severa po vzhodu, so v enem trenutku izpulili ta Šmihel, verjetno Japonom, in nadzorovali razdrto, recimo. Se pravi. Kar pa ne pomeni, da so vse tisti, ki so bili prej tam, ne pobili. Se pravi, nek lokalni hegemon.
Celo so ene interpretacije, ki gre v to smer, da ta imena pravzaprav ne govorijo o ljudstvih, ampak o nekem sloju. Ne? To so zdaj ideje za tauriske, recimo te Kelte, ki naj bi nadzorovali centralno Slovenijo, pa Dolenjska. Vse tisti, ki so naredili vaško Sitvilo, niso kar zginili. Ne? Je pa očitno prišel v nekem trenutku do te keltske osvojitve in zna biti, da je sam nek sloj se imenoval tauriski, ne, ki je nadziral. In so jih potem Rimljani, so pa z njimi komunicirali, ne, z šefi, ne, se pogajali, se borili in tako naprej in jih pole zapisali kot tauriski in spustili pa vse ostale, ne. Ali pa so se jim zdeli nepomembni. Tako da to je kar, ne vem, če sem bil vsaj približno jasen, ker je kar kompleksna tema. Ker smo jih spustili, recimo, če smo imeli histre Japode, kaj pa Liburni, njihov vpliv je omejen, bom rekla, na obalo, ali se je... Mislim, da ja, vsaj pač, tudi njihova materialna kultura, spet ta, včasih so rekli ilirska, ne, ni to bistveno drugačna, so te razlike v načinu pokopa določene, prej sem kazal, ne, tiste sponke, ne, ki so značilne samo za ta prostor, tudi tam so neki predmeti, ki imajo nek ožje območje uporabe, ne, in na ta način in potem posredno po virih, ne, in kasneje tudi na pisih, ne, ki so jih že Rimljani postavljali, so pač narisali karte teh ljudstev. So bili pa Liburni potem dosti zgodaj, pravzaprav rimski zavezniki, tako tudi kot Vegeti, ne, v severni Italiji. In so se zelo hitro potem romanizirali. Ne bi pa sloveli predvsem kot pirati, ker to vsaj po rimskih virih in so vezani bolj pač na ta obalni prostor, ne, nekje s centri tam v severni pa srednji Dalmaciji. Pa zdaj že za Kvarner so že druge ideje. Ne. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi se Boštjanu zahvalil za res izčrpno, srčno predavanje, predstavitev knjige. Čestitam še enkrat za knjigo, res izjemno delo. Tako da hvala lepa, ne, in se veselim sodelovanja tudi prihodnje. Ne. Z Boštjanom, z Narodnim muzejem imamo en kup odprtih zadev, zdaj letos smo precej sodelovali pri tem projektu v okviru arheološke krajine Podonavja, potem pa tudi pri tej arheološki šoli, ki je tekla v Slavni, ne, bil park tudi eden od partnerjev, tako da ja, se veselim sodelovanja tudi v prihodnje. Hvala lepa vsem, no, in lep večer naprej.